67. obletnici zadnjega boja Pohorskega bataljona so se danes številni udeležili pohoda in spominske slovesnosti na prizorišču bojišča pri Treh žebljih na Osankarici na Pohorju. Verjamem, da je mnogim, tako ljudem tu z Pohorja, kot tudi iz okoliških krajev, zadnja pot Pohorskega bataljona nek izjemno pomemben spomin. Tu se hodimo spraševati veliko stvari. Od tega, ali je obstajala možnost preživetja, do tega, kako neuklonljiv in neustrašen je bil pravzaprav pogum teh ljudi, ki so tu padli vsi do zadnjega in še zadnji naboj prihranili za konec svojega življenja, zato da ne bi padli v roke okrutnim okupatorjem. Kaj pa tista legenda, da bi naj Vanček Šark splezal na Smreko in od tam postrelil kar nekaj Nemcev? Ali to drži? Drži, ja. Dve sta taki zgodbi. Tale Minka, namestnik Sonja, ona je, ko je videla, da ni shoda ta borka, je sprožila bombo takrat in je seveda ubila sebe in tudi več Nemcev okrog se bliže kar blizu nje. Vanček, eden od teh treh fantov, bili so Lojzek, Vanček in Pepček, ti trije fantje Šarhovi. Ti so pač mladi splezali po drevju, eden je tako splezal visoko, dokaj visoko, se veje ojel in je potem sprožil rafal dol. Tako da so potem njega nekako med zadnjimi tako govori legenda o tem. Jaz sem tu od 45 leta, samo enkrat ne, ki je bilo snega toliko, da se ni dalo iti, ker tu je pa, bi lahko rekel, naš grob. Tak. Poslednji boj slovenskih fantov Pohorskega bataljona je namreč tako globok in vzbuja take vtise, da se v tej tišini pohorskih gozdov človeku vselej stisne srce. Slovesnosti se je tudi letos udeležila enota Slovenske vojske, ki je pomagala organizatorjem pri pripravi poti do Osankarice in do Treh žebljev. Jaz mislim, da je prav, da je pri vseh teh dogodkih zraven tudi Slovenska vojska. Kajti v njeno bistvo, in to je, da jo urimo za obrambo svoje domovine, mora biti vtkana tudi vrednota spoštovanja tradicij vseh tistih, ki so v preteklih vojnah branili, se borili in tudi žrtvovali svoje življenja prav za svobodo, ki jo imamo danes, in mir, in varnost. Kajti prav tu izražamo hvaležnost vsem njim in to hvaležnost moramo šteti za eno najbolj častnih dejanj v naši vojski. In pa seveda tu jih moramo naučiti, da kamorkoli prideš, doma ali v tujini, kjerkoli si na mednarodnih misijah, je naša prva skrb civilno prebivalstvo. Zakaj ste danes prišli sem? Da počastim Pohorski bataljon. Moj oče je padel v partizanih, sina sem zgubila v Himalaji in vsako leto prižgem svečko v ta spomin. Ja, za rekreacijo, za dušo, za spomin, pa vsako leto hodimo, tradicionalno že. Ti, ko so tu padli, so dali življenje za to, kar danes imamo. Predvsem je pomembno, da so tu z nami mladi ljudje, da so tu otroci, da jim veliko pomeni, da so skupaj z starejšimi borci, borkami, aktivisti iz tistih časov in z vidika prenašanja vrednot, pa ne samo Pohorskega bataljona, temveč vseh vrednot domoljubja na te mlade generacije, je to, da vztrajajo, pridejo, da so tu, izjemno pomembno. Verjeli so v svobodo in iz njihove krvi je zrasla svoboda za nas, za naslednje rodove. Tisti, ki tega ceniti ne zna, ne bo nikoli zmogel resnično ljubiti svoje domovine.